Palomar, 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 Palomar. Pozdravljen, Robert. Čau, Tanja. Sedi se. Ne! Ma Tanja, ne! Ja, kaj pa je? Joj, ne, a je to voda iz Anhovega? Ma ne, ma ono ni šansa, da spravimo noter mimo detektorja kovin, tako da tu je to. Gremo naprej. Ja, kaj pa je potem? Ma to sem dobil v ponedeljek v parlamentu za darilo od NH, poslanca od NSE. Ma zdaj ne vem, a lahko to sprejmem, a ne smem. In zdaj čakam, da javijo iz KPK-ja, da ne bo kaj narobe. Aha, torej si dobil od NSI. Kako tipično od njih, da vsake toliko časa izumijo toplo vodo. Ma več ne rabim zdaj teh problemov. Ma zdaj imamo interpelacijo, ma Levica gre nekaj po svoje, pa še kmetje nočejo vse več pohajati in bojo spet protestirali, tako da ne vem, kako bo šlo naprej. No, za drugo ne vem. Za kmete pa lahko poskrbim jaz. Ti? Ma se sigurna? Nekdo mi je tam dolžan uslugo in prišel je čas za poplačilo. Ej, prav je iz KPK, da moraš ta vrč in kozarc prinesti, ne morajo oni kar tako odločati. Pa enega iz komisije so mogli izločiti, ker je v preteklem tednu pil vodo. Okej, ma dobro, ma poleg gremo naprej. In tu je to. Tanja, ma ti zaupam. Franc me je klical, pa prav, da sta v spodja. Rečem, da prideta gor. Seveda, jaz čakam. Servus, Tanja, kak si to te je? Servus, Tonja, kak si? Oprosti, samo še zaključek videa moram posneti, ker je Zlatko tažgal po avtobani, da nisem prišel do konca. In zato se vsi dobimo konec aprila na Trgu Republike, da povemo totemu golobu, da je rižota že kuhana in da zraven pa še kozarec belega štajerskega vina. Ajde. Zakon. Franc, saj veš, kaj sva se dogovorila tisto noč v Jurovskem dolu? Sigurno. Sva, Tonja, karkoli boš rekla. Sigurno. Dobro, težavo imam s kmeti. Potrebujem plan B, če se nam slučajno ne uspe dogovoriti. Sigurno. No, zato sem ti pa pripeljal, kolega, ker ima eno ponudbo za tebe. Poslušajte, Tanja, če se ne boš mogla zmeniti s kmeti, bo Slovenija rabila alternativni vir predelovanja hrane. Je to? Ja, to je ena od mogočih rešitev. Sigurno. To je edina rešitev, Tanja. Poglej, fuzbal v Mariboru to sezono očitno več nima prihodnosti. Imamo pa v centru mesta na super lokaciji več odličnih zemljišč, ki bi lahko postali njive. Štadion pa se že itak imenuje Ljudski vrt, tako da niti napisal ne rabimo spreminjati. Kapiraš? Ja, ampak kdo bo to zemljo obdeloval? Sigurno. Mi nimamo denarja, da plačujemo študente tako kot Kordiš. Tanja, jaz sem pridelal na 3 hektarjih 100 ton lubenic. Sigurno. Daj mi še tenis place na Braniko, pa ti na fojtran celo Slovenijo z lubenicami se ja. Točno tako. Ja, saj to me skrbi. A bodo vaša igrišča sploh dovolj? Mi bomo izkoristili vse. Igrišča bodo vrtovi in njive. Na tribunah bojo visoke grede, gostujoči slačilnici bo kompost. Domači pa bomo gojili gobe, tako je to. Gobe, zakaj pa to? Da bomo v Mariboru še vedno lahko rekli Maribor Šampinjon! sigurno. Kliken! Hvala, the best si.